Pozdravljeni, moje ime je Gregor in v tokratnem videu bom govoril o delu od doma. In ne, to ni moja običajna oprava, to je tik pred začetkom, recimo da. Samo trenutek, da se bolj primerno oblečem. Tako, veliko bolje in bolj primerno seveda. No, zdaj v bistvu kakšna pa je moja rutina. O tem sem želel malo bolj spregovoriti v tem videu. Ne začenjam dela v kopalnem plašču, ampak imam kar striktno rutino, skoraj tako, kot da bi šel v pisarno. Torej, v bistvu zjutraj se vstanem nekje 7:40, torej, kar je nekje kakih 10-15 minut kasneje, kot bi se ponavadi, če bi šel v pisarno. Torej, edina prednost je, da lahko malenkost dlje spim, ampak okej, nič za to. Jaz spim vedno nekje med 7 do 8 ur, včasih 6, ker več pač ne gre. Ampak dobro. V glavnem, vstanem se točno na budilko, torej, ko mi zazvoni budilka, odgrnem odejo in hop, sem že iz postelje in grem proti kopalnici. V kopalnici si potem seveda umijem zobe in pa obraz in potem se postopoma oblečem. In ko sem enkrat oblečen, začnem pripravljati zajtrk in pa si skuham tudi kavo. Tako da v bistvu vse te stvari naredim še preden začnem delati, kajti moj urnik je malo razgiban. V jutranji izmeni delam od 9 do 5, potem pa imamo popoldansko, ko pa od 12 pa do 8. Zdaj, v obeh primerih želim imeti nekaj časa zase, preden začnem delati. Tako da tisto urco ali pa makar pol urce za sebe, miru, preden se spustiš v nov teden ali pa v nov dan novih izzivov na delu, je v bistvu zelo fajnih in je taka meni osebna relaksacija. In nekako v bistvu se potem boljše počutim tudi, ko delam skozi dan in pa dovoli mi nekako sploh zdaj v teh časih, ko se hitro stemni, imeti občutek, da v bistvu sem pa nekaj naredil zase. Torej, v glavnem, ko se zjutraj spravim iz postelje in ko si pripravim zajtrk, se usedem lepo za računalnik, zajtrk v miru pojem, spijem kavo in pogledam kakšno serijo, mogoče kakšno krajšo, in pa mogoče kakšne YouTube posnetke. Potem pa počasi, nekaj minut pred 9, recimo zjutraj, v bistvu začnem pripravljati svoj delovni prostor, ki je pa kar tukaj v bistvu zraven mene na pultu. Tukaj si dam potem laptop, beležko kulico in pa vse ostale potrebne stvari, seveda vodo ali pa nek sok, da ne pozabimo piti. Ker to je tudi ena izmed napak, ki jo delamo ljudje, da premalo pijemo. In ja, in pa seveda preden začnem delati, prostor dobro prezračim. Zdaj, ker delam v tem prostoru tukaj v stanovanju, ga res dobro enih 15-20 minut zračim, toliko da v bistvu tudi zjutraj gre tale jutranji zrak ven in pride nov svež zrak. In pa tudi med samim delom prostor večkrat prezračim, da imam neko energijo, pa da je tudi bolj svež zrak tukaj v prostoru, kajti 8 ur ždet v nekem zatohlem tudi ni glih fajn. Potem se prične delo in delam do 5. Zdaj vmes, kot sem že omenil, prezračim in pa v bistvu se razgibam. Torej, vsake toliko si vzamem enih par minut, to je 2-3 minute, včasih mogoče 5 minut, da se vstanem, da se dobro pretegnem. Mogoče včasih tudi vmes za pavzo čistim stanovanje, recimo sobo po sobo, lepo postopoma, da ne traja predolgo, torej nekje maksimalno 5 minut, ampak toliko, da v bistvu malo odklopim delo in se pretegnem in grem stran od računalnika in pa da si malo popravim držo, ker če 8 ur ti samo sediš na miru, to zelo vpliva na tvojo držo, na počutje, tako da v bistvu dobro je na splošno se malo razmigati vmes. Pa tudi dobro je piti, ker v bistvu, če dosti piješ, potem greš dosti na WC in potem imaš že razlog, da se dvigneš stran od računalnika in se malo sprehodiš. Vedno potem, ker je to ta rutina, ki jo želim imeti in hočem, da je čim bolj podobna tej, ko jo imam v pisarni, da imam nek ritem, vedno potem si nekje med 1 in pa 3 uro pripravim kosilo. Spet, zdaj jaz nisem nek kuharski mojster. To, kaj si zase pripravim, lahko po delih pripravim, torej da mi ne vzame več kot 5 minut dela, malo po malo. Včasih, v bistvu kar dostikrat, pa si naročim kakšno dostavo. In v bistvu tako oddelam potem teh svojih 8 ur in res skrbim, da probam stopiti čim večkrat stran od računalnika in da se ne zasedim preveč, kajti sploh res ni prijetno, ko se pol po 8 urah vstaneš in te vse boli. In pol ne moreš nič in si utrujen itak že mentalno.
in boljše pa v bistvu te bolečina v hrbtu heca. Torej, kadar delate od doma, je najboljše vzdrževati tole rutino, ki ste jo imeli prej. Torej, v bistvu vsak dan je skoraj tak dan, kot da greš delat v podjetje. In torej tudi, da se oblečeš, da si ne daš gor mogoče oblačil za doma, saj kdaj pa kdaj smo že bolj na komod, ampak da si malo bolj tak, v bistvu, kot da greš nekam ven na sprehod v mestu po nakupih in pa v službo seveda pred tem, da se pač malo drugače urediš. Ker se mi zdi, da je potem tale preklop, ko se lahko vrnemo nazaj v podjetja, dosti bolj lažji. Je potem mogoče spanec malenkost krajši, vse ostalo pa potem steče kot splanirano, kot je v bistvu bilo prej, ko ste delali recimo od doma. Ja, to je moja rutina. Zdaj, če imate vi mogoče kakšne izkušnje ali pa nasvete, jih lahko potem zapišete spodaj v komentarjih, da malo predebatiramo te zadeve. Hvala, da ste si ogledali moj video. Če vam je bil tale video všeč, mi lahko daste tudi thumbs up in pa se naročite na moj kanal za še več vsebine. In pa seveda kot zmeraj, lahko me sledite tudi na Instagramu pod Gregor V. Lepo se imejte, pazite nase, pa nasvidenje do naslednjič. Čau!